Če pogledamo zgodovinsko, kako so se ljudje lotevali tega, da spremenijo navade v družbi, recimo, če so hoteli, da se ljudje začnejo vesti drugače. Je včasih bilo tako, da so sklepali, če bomo ljudem povedali, kaj je zanje dobro, kaj je zanje zdravo, se bodo pač začeli drugače vesti. Če bodo vedeli, da je kajenje ni zdravo, bodo nehali kaditi, če bodo vedeli, se bodo drugače obnašali. Ampak ljudje niso racionalna bitja in se ne vedemo vedno tako, kot bi bilo za nas zdravo, dobro ali pa kot bi bilo pametno za planet. Tako da, informiranje preprosto ni dovolj. Ubrati moramo še ene druge načine, kako ljudi povabiti v spremembo, ki so več kot samo informacije. Kar pa je tisto, kar res povabi ljudi v spremembo, je to, da bolečina trenutne situacije postane večja od bolečine spremembe. Se pravi, ljudje načeloma ostajamo v statusu quo. Naši možgani so naštimani tako, da želijo, da bi stvari bile take, kot so vedno bile, da bomo ostali pri tem, kar smo vedno do zdaj počeli. Edini razlog, ki nas povabi v spremembo, je ta, da bolečina trenutne situacije postane večja od bolečine spremembe, ali pa, da je tisti cilj, ki ga zasledujemo, toliko privlačen in zbuja toliko prijetnih občutkov, da smo pripravljeni preživeti bolečino te spremembe, ker sprememba je vedno neprijetna. Ena ogromna sprememba, ki recimo se je zgodila, je bila s kajenjem. Ogromno ljudi je nehalo kaditi v primerjavi s pred 30 ali pa 50 leti. In to se ni zgodilo s tem, da smo ljudi obvestili o tem, da je kajenje škodljivo zdravju, pa da smo dajali tiste nalepke na cigarete. Kdaj se je zgodila največja sprememba? Ko smo uvedli prepoved kajenja v notranjih prostorih. Ker je ohranjanje navade kajenja postalo toliko naporno in toliko težko, da je bilo nenadoma lažje nehati kaditi, kot pa preživeti delovni dan, če si odvisen od kajenja. In to je nekaj, kar se nam je včasih zdelo nepredstavljivo, da ne bomo kadili v notranjih prostorih. Danes je vsem normalno in na podoben način se lahko zgodi tudi kakšna druga sprememba. Recimo na primeru mobilnosti, včasih se nam je zdelo nepredstavljivo, da bi bil center mesta zaprt za promet, da ne moreš iti z avtom v center. Danes je vsem normalno, da pač se v center gre, v center Ljubljane, lahko prideš s kolesom ali pa prideš z avtobusom, tudi zaradi tega, ker če greš z avtom, ne moreš dobiti parkirnega mesta in je preprosto toliko bolj kompliciran iti z avtom kot z javnim prevozom ali pa s kolesom. Ko uvajamo spremembe v neko organizacijo, se tega lahko lotimo mogoče skozi 4 različne pristope. Prvi pristop je, da otežimo trenutno neželeno vedenje toliko, da ljudem postane neprijetno. Kar pomeni, da postavimo toliko ovir temu, da hodijo ljudje z avtom v službo, da postane lažje iti z javnim prometom. Se pravi, ni več parkirišč, nimamo službenih vozil. Skratka, ta zadeva postane težja. Druga stvar, ki jo lahko naredimo, je, da olajšamo aktivno prihajanje na delo. Se pravi, da imamo da imamo e-kolesa, da imamo kolesarnice, da imamo tuš, da imamo garderobe, kjer se ljudje lahko preoblečejo, da dostojanstveno pridejo na delo, kljub temu, da so prišli aktivno. Tretja stvar, ki jo lahko naredimo, je, da normaliziramo drugačen način prihoda na delo. Kako lahko to normaliziramo? En način je, da se pač več ljudi začne voziti s kolesom in ko se enkrat vsi ljudje vozijo s kolesom in si čuden, če prideš z avtom, pač se bodo tudi tisti, ki so manj nagnjeni k temu, rajš pripeljali s kolesom. Verjetno način, ki bo pa prej dosegel rezultate, je pa ta, da se tisti, ki imajo v organizaciji več moči, začnejo obnašati kot zgled. Dokler direktor se vsak dan pripelje s svojim velikim vozilom in parkira direkt pred firmo in se sprehod ven, sam zadnje 2 metra, je zelo majhna verjetnost, da bomo to spremembo lahko speljali. Četrta stvar je pa ta, da ljudje zelo nimajo radi, če jim zapovemo nekaj. Kar pomeni, da moramo organizirati okolje, ki jih narahlo spodbujajo v to spremembo. Se pravi, da naredimo svet bolj prijazen kolesarjem, da naredimo svet bolj prijazen za aktiven prihod v službo, ali pa da jim ponudimo ene take majhne izzive. Recimo, dobri primeri so to teden mobilnosti ali pa peš petek ali pa neka taka zadeva, ki zadevo naredi dovolj majhno in obvladljivo, da to v tistem tednu pa res vsi naredijo.
Ena stvar, ki se je moramo zavedati, ko uvajamo spremembo, je, da bomo nujno naleteli na odpor. Ljudje nimamo radi sprememb. Kar pa lahko zmanjša tveganje za ta odpor, je pa za začetek, če imamo dobro bazo. V organizacijah, kjer je veliko zaupanja, je bolj verjetno, da bodo neke take iniciative naletele na pozitiven odziv. Druga stvar, ki pomaga, je, da so zaposleni vključeni v oblikovanje strategij in potem lahko tudi oni prispevajo svoje ideje. Tretja stvar, ki pomaga k zmanjševanju odpora, je pa ta, da imajo zaposleni občutek, da veljajo enaka pravila za vse, ne pa da se od njih pričakujejo neke stvari, ki so pa recimo bolj pomembni ljudje ali pa vodje upravičeni tega vedenja. Ko uvajamo spremembe, se moramo zavedati, da so vodje tisti, ki definirajo, kaj je normalno v naši organizaciji. In ko se vodje začnejo s kolesom voziti v službo in to postane normalno za vse, bo veliko večja verjetnost, da bodo to spremembo naredili tudi ostali v organizaciji. In če se nam v tem trenutku to zdi nepredstavljivo, se lahko spomnimo na to, da so vse spremembe nepredstavljive, dokler se ne zgodijo.